kandidati za poslanca oziroma poslanko, spoštovano občinstvo, spoštovani bralci Večera in gledalci televizije BKTV. Lepo pozdravljeni, dobrodošli in vabljeni k spremljanju soočanja koroških kandidatov v Mladinskem kulturnem centru Kompleks na Ravnah na Koroškem. Povabili smo kandidate prvih 8 strank, tako kot kotirajo na podlagi naše zadnje objavljene javnomnenjske raziskave agencije Nina Media. Z nami so najprej kandidatke Mojca Erjavec, NSI. Lep dober večer. Mojca Kert, Gibanje Svoboda. Pozdravljeni. Nina Mauchler, SAB. Bravo. In kandidati na koncu Ivan Meh, Povežimo Slovenijo. Dr. Milan Mrdženović, Levica. Hvala. Jani Prednik, SD. Hvala. Stašo Lodrant, SDS. In pa Jože Lenart, LMŠ. Čer Koroška. Kar začnimo, ker imamo veliko dela. Ker imamo kar nekaj kandidatov iz gospodarskih vrst oziroma takih, ki imate podjetniške izkušnje, ki so že kdaj ali pa nameravate zdaj preiti v politiko, bo prvi ogrevalni krog namenjen prepletu politike z gospodarstvom. Hkrati ste tu nekateri že kar izkušeni tudi iz političnih vrst, ne glede na to, da ste trenutno v gospodarstvu. Mojca Kert, prihajate iz energetskih vrst, vaš predsednik vaše stranke Robert Golob iz GEN-I-ja. Je vaša kandidatura neposredno povezana s tem, da je predsednik odšel? Bi lahko sami ostali ali ste vezani na njegov mandat? Nekateri omenjajo, da je vaša kandidatura nekako bolj prisilna kot svobodna. Hvala lepa za zelo izzivalno vprašanje za začetek današnjega srečanja. Ne, žal moja pogodba ni vezana na mandat predsednika uprave, tako da to ni bil moj motiv. Moj motiv za politiko so moje izkušnje, moja notranja energija, moja volja, da spremenimo to stanje, kjer se zdaj nahajamo. Stanje dna, stanje teme. Dobro. Stašo Lodrant, ste solastnik in direktor podjetja Sentera informacijske tehnologije, torej tudi iz podjetniških vrst. Zadnja bonitetna ocena vašega podjetja je po e-bonitetah sicer najnižja možna, 1 oziroma predstavlja nizko tveganje, visoko tveganje, se opravičujem. Vidite v politiki vzvod, da se poslovanje vaši firmi izboljša, kot marsikdaj kdo, ki vstopa v politiko, ali je vaša kandidatura popolnoma neodvisna od poslovne poti? Zakaj bi vi sedli v poslanske klopi? Moja kandidatura temelji čisto na mojem političnem delovanju v zadnjih 12 letih. Zdaj na lokalnem področju že 3. mandat upravljam delo oziroma funkcijo svetnika občine Prevalje. In v moji stranki so me prepoznali kot primernega kandidata, da bi mogoče poskusil tudi na državni ravni storiti kaj dobrega za to državo. Kar se tiče moje firme, smo seveda v preteklih letih imeli res nekaj krize, že pred korona krizo, ne bom čisto pošten. Veliko financ sem mogoče tudi sam vložil za to, da sem zadevo rešil, da firma posluje naprej. Bom rekel, plačujemo davke, skrbimo za to, da imamo plačane terjatve, imamo mogoče težave z plačili naših dolžnikov, tako da politika za mene ne predstavlja nek beg iz podjetništva ali rešitev podjetja, ampak le to, da delam dobro za ljudi. Dobro, gospod Ivan Meh, tudi vi ste iz podjetniških vrst. Vaša firma sicer posluje pozitivno, kolikor sem pregledala podatke. Predstavljate pa se zanimivo kot neodvisni kandidat s podporo stranke Konkretno, kar je pravzaprav nekoliko zavajajoče, zlasti v kontekstu državnozborskih volitev, pravzaprav nemogoče. Zakaj izpostavljate to neodvisnost? Vam ni dobro izpostavljati naveze z ministrom Počivalškom? Prav nasprotno. Jaz, ko sem se odločeval za to mojo kandidaturo, sem se odločil sam in v bistvu kot nikoli nisem bil v politiki in tudi tokrat grem kot Ivan Meh, ki bi želel, da nekaj naredim dobrega za gospodarstvo, da nekaj pripomorem. Predvsem me zanima gospodarstvo, predvsem me zanimajo te ukrepi. Kot dolgoletni funkcionar Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, kjer sem tudi podpredsednik, sem kar nekaj let že vpleten v te vladne ukrepe in mnogokrat sem se pogovarjal s strankami in ker sem gotovil, pa tudi z vlado, da ti ukrepi ostajajo pred vrati in da nikakor ne moramo mi, obrtniki, priti izraziti svojega mnenja, sem se odločil, da bom šel v politiko. Odločil sem se neodvisno, imam sina, ki že prevzema firmo oziroma je že prevzel
in v bistvu jaz se drugo leto tudi pravljam v penzijo, tako da brez skrbi bom lahko to upravljal delo vestno in pa marljivo. Dobro, Nina Mauhler, prehajate tudi med gospodarskimi in političnimi vodami, nekje v dosedanji karieri ste trenutno direktorica invalidskega podjetja v sistemu Velenjskega premogovnika. Ali je tudi vas kadrovala politika, ali mogoče zdaj vidite več perspektive v politiki, glede na to, da bo premogovnik pač nekako zaključil svojo pot, čeprav bo tudi o tem odločala politika? Ja, dejansko se je moja poslovna pot ves čas prepleta, se pravi, malo je politike, malo je javne uprave, pa nekaj gospodarstva. Moje kadrovanje ni bilo politično, družba je objavila razpis, takrat, ko smo odhajali z ministrstva, sem se prijavila in ker sem bila pač očitno najustreznejša kandidatka, sem bila za to funkcijo tudi izbrana. Zdaj, moj motiv je pravzaprav zelo enostaven. Mi smo začeli delati zelo resne projekte, zelo operativni smo bili, Ministrstvo za infrastrukturo je eno bolj operativnih ministrstev. In moja želja je, da se ti projekti nadaljujejo, ker jaz se bojim, če ne bomo Korošci tule spet zagnali teh projektov naprej, ne vem, kaj bo s tretjo razvojno osjo, recimo. In zato si želim dati spet en del sebe v te vode. Ok, pomemben projekt, tretja razvojna os, glede na to, da ste pa skoraj vsi z izjemo nov nastajajočega Gibanja Svoboda za to os zaslužni v tem obdobju, oziroma da ste bili vmes, ko je ni bilo krivi, predlagam, da to temo danes mogoče izpustimo, da jo damo na stranski tir, ker leta govorimo o tretji razvojni osi, kar pa ne pomeni, da seveda ne bi bdeli zdaj nad projektom naprej. Bo Mojca Kert pri replikah, tako da gremo zdaj naprej s to uvodno predstavitvijo. Gremo na poslanca Janija Prednika in Jožeta Lenarta, ki ima pravzaprav tudi izkušnje z vodenjem podjetja oziroma javnega zavoda. Je sobivanje, soodvisnost gospodarstva v tem, da se kadruje v državna podjetja? Jani Prednik, tudi SD je kar obvladoval kakšne kadrovske nastavitve v preteklosti. V čem se te razlikujejo od SDS-a ali recimo NSI-a, ko so aktualne pač trenutno? Ste vi kje kadrovali, aktivno pomagali imenovati kakega direktorja, vse dokler niste bili v opozicijski vlogi? Jaz osebno nisem pomagal kadrovati nobenega. Mi imamo v državi vzpostavljene mehanizme, imamo SDH, ki izbira vodstvo državnih podjetij. Zdaj ne moremo mimo tega, da politika je kadrovala v preteklosti, kadruje in bo verjetno tudi v prihodnosti. Tisti, ki za tem omizjem trdi drugače, govori neresnice. Je pa potrebno kadrovati ljudi, ki so strokovni, ki izpolnjujejo razpise, za kar pa v zadnjem obdobju, v zadnjih 2 let pri tej vladi, pri redko katerem kandidatu vidimo, da izpolnjuje pogoje. Zato smo bili večkrat do tega kadrovanja kritični, še enkrat pa ponavljam, sam pa nisem kadroval nikoli, nikamor. Jože Lenart, poslušali smo na mariborskem soočenju vašo strankarsko kolegico Lidijo Divjak Mirnik, ki je zatrjevala, da LMŠ ni stranka, ki bi se šla čistke, da pa postavlja kompetence na vodstvena mesta. Je res LMŠ tako čista, vi niste kje kadrovali kadarkoli ali kakorkoli vplivali? Ja, seveda številke kažejo, da smo, vendar naš postopek je bil vedno takšen, da so novi kadri takrat, ko poteče mandat. To je tisto pravilo in tudi spodobi se za politiko, da to spoštuje in tako ravna, tako da naša kadrovanja so bile takrat, ko je potekal mandat. Seveda pa vsaka vlada si želi, da ima na ključnih mestih ljudi, ki jim zaupa, ki so kompetentni in to je osnovo, da lahko vlada normalno deluje. Kar se pa tiče, da bi kadrovali tako, kot se dogaja zdaj, da morajo ljudje odhajati predčasno iz neznanih razlogov in tako naprej, pa seveda tega nismo počeli. Mojca Erjavec, na nek način ste že deloma izzvani v tej debati. Kako vi vidite gospodarske in politične naveze? Ste kdaj pomagali priskrbeti kak posel ali kakorkoli posredovati? Poznamo recimo očitke ministru Toninu v poslih zaščitno opremo, vezane tudi na sorodstvene deloma koroške vezi, ki jih je sicer zavrnil. Po drugi strani ima NSI predvoljene plakate o umiku iz gospodarstva, pa nekateri primeri kažejo, da ni tako. Kako vi gledate na to? Lep pozdrav vsem, hvala za vprašanje. Tudi sama nikoli nisem bila vpletena v nikakršna kadrovanja. Bi pa ponovila, strokovnost, kompetence so tisto, kar določa, kdo bo dobil določeno delovno mesto. Imamo pravilnike, imamo zakonodajo in v mejah tega lahko vsaka vlada, kot je bilo že povedano, imenuje, je imenovala in verjetno tudi bo imenovala tiste ljudi, ki jim zaupa. Vendar pa mora biti kriterij strokovnost in kompetence. In zakonitost, verjetno. Seveda.
Milan Mrđenović, še zadnji v tem krogu, načeloma se vi sicer gibljete bolj v kulturnih, akademskih krogih, a nekaj političnega vpliva kot sicer edini občinski svetnik Levice na Ravnah imate. Ste tudi podpredsednik odbora za gospodarstvo, čeprav načeloma na kapital gledate drugače, pa vendarle ste res lahko popolnoma neodvisni od kapitala v civilni sferi. Ja, tako je. V bistvu bi začel s tem, da imamo v Mežiški dolini en prigovor, ki nam je vsem poznan, to je mati fabrika. Mi imamo v programu napisano, da mora biti gospodarstvo narejeno po meri človeka. To pa pomeni, da se mora vsak delavec v vsakem podjetju, kjer dela, počutiti tam tudi domače. To pomeni, da mora politika poskrbeti, da je zakonodaja takšna, da je na strani delavcev, da imajo ustrezno plačilo za svoje delo, ki ga naredijo, in na tak način lahko delavci v bistvu prispevajo k večji vrednosti podjetij, ker bojo veseli, da lahko delajo. Danes pa nažalost zaradi nizkih osnovnih plač in nasploh zaradi težav z minimalno plačo mnogi raje odhajajo v tujino ali pa so pasivizirani. Tako da mi v bistvu imamo v programu napisano, da bomo vlagali trud v to, da bojo delavci bolj zaščiteni. Ok, Mojca Kert, želeli ste repliko prej? Na tretjo razvojno os bi dodala samo razmislek, da verjetno ni nikogar za tem omizjem, ki si ne bi osebno dolgo prizadeval za izgradnjo te osi. In s temi prizadevanji bomo nadaljevali, če tudi v Gibanju Svoboda, kot novo ustanovljeni stranki, ne izkazujemo do zdaj dejanj. Sama osebno jih namreč izkazujemo. Zagotovo znotraj gospodarske zbornice, v kateri ste sodelovali, oziroma gospodarstvo, kjer ste kot stranka pa seveda ni bila vključena neposredno kot primeri. Tudi povežemo Slovenija, ne, ampak v neki drugi obliki verjetno. Če se dotaknemo pravzaprav enega največjih okoljskih škandalov, ki smo mu trenutno priča v Mislinjski dolini, pa bi tam začeli z gospodom Mehom in z gospodom Lenartom. Ravno danes je župan Klugler, potem ko so na koroško zemljo odvažali sadro onesnaženo s svincem na kmetijska zemljišča pretežno v Mislinjski dolini, tudi Mežiška ni bila imuna, pa vendarle trenutno po dosedanjih ugotovitvah predvsem na Mislinjsko. Pravzaprav je svojevrsten paradoks, da imamo v Mežiški dolini svinec, ki ga odpravljamo, zdaj ga dovažamo zraven, po drugi strani pa se zdi, da so tudi morda inšpekcijske službe v času epidemije opravljale vse drugo, preverjale PCT pogoje, medtem ko se je dogajala vzporedna epidemija neke druge sorte, ki bo očitno imela precejšnje posledice. Kaj bi kot poslanec storili, da se taka dejanja več ne bi izplačala, ker očitno se izplača in ker očitno vse to, kljub vsemu, da imamo zakonsko verjetno stvari s predpisi dobro opredeljene ali pač tudi tu so še kakšne rezerve, kako doseči, da se ne bo splačalo onesnaževati zemljo, na vsezadnje morajo kmetje te pridelke prodati. Mogoče gospod Meh. Točno tako, kot ste na začetku ugotovili, da se v bistvu v kmetijsku so se pa zdaj zgodile te anomalije, ki jih seveda ne podpiram in mislim, da bi inšpekcijske službe mogle, glede na to, da pač se zdaj res ni nič kaj izvajalo, kontrolirali so samo vsi inšpektori, samo nas za COVID test in potem se je lahko zgodilo to, kar se je zgodilo. Se popolnoma strinjam z vami, da to se ne bi smelo zgoditi, da te, ki so to, jih je treba kaznovati, zato ker mi živimo v čisti dolini in tako tudi želimo ostati. Pa Bog ne daj, da ta svinec, ki ga smo mogli, mene je kolega klical iz Črne, iz Mežice, pa je rekel, mi ga vozimo, mi ga pa uvažate. Res je tako, ne? To se še enkrat povem, ne sme zgoditi. Treba ugotoviti, inšpekcijske službe so zdaj končno na delu, bojo ugotovile, kaj je tu odzadej in tisti, ki so za to, tudi morajo biti kaznovani. Zdaj večinoma razpravljamo o sankcijah. Kako preprečiti, da se to ne bi več izplačalo? Bili ste poslanec vso to obdobje. Kaj ste ugotovili, predvsej ste tudi na področju kmetijstva bili aktivni? Ja, prav ravno ta primer kaže na to, da nikoli ne moreš biti miren oziroma zaupati v to in je kontrola vedno je potrebno, da je prisotna. Ne? To, kar se je dogajalo v tem primeru, te sadre, je pravzaprav nedopustno. Slovenija gre seveda proti samooskrbnosti, biopredelavi in seveda takšne zadeve potem tudi slabo luč mečejo, ne samo na posameznike, ampak tudi na Slovenijo kot tako, na turizem in tako naprej. Mi imamo tudi v programu, zanimivo, zelo jasno napisano okrog ekologije, okrog ekološke predelave in tudi jasno okrog sankcij okrog tega. Tu je treba iskati odgovornost, predvsem tistih, ki so dobavitelji, ki so to izvajali.
verjetno manj na škodo teh kmetov, ker mogoče so bili zavedeni, ampak celo zadevo je treba razčistiti tudi v poduk ostalim, da se takšna praksa ne bi več dogajala. Prav, Jani Prednik, je nadaljna sanacija okoljske Mežiške doline, torej okoljska sanacija potrebna in na kak način po vaši oceni? Prosim tudi, da se tu Stašo Lodrand potem priklopite, glede na to, da ste napovedali nadaljevanje sanacijskega programa Mežiške doline, morda tudi širitev v spodnji del. Zakaj se vam to zdi upravičeno potrebno, če? Ja, po 15 letih se do konca leta 2022 ta odlok izteka. Jaz sem bil z ministrom Lebnom, ko je še bil minister, dogovoren, da se odlok podaljša. Zdaj vedno je ta debata ali odlok ali zakon. Jaz mislim, da je zaenkrat odlok čisto ok, ker se še v tem odloku vsi projekti ne izvajajo 100%, tako da prvo, kar je potrebno ta odlok podaljšati, zagotoviti in tudi povečati sredstva, s čimer se verjetno strinja tudi županja Črne na Koroškem, kajti NIJZ še vedno opozarja, da imajo otroci povišano vsebnost svinca in dokler bo NIJZ to pri otrocih opažal, do takrat enostavno sanacija ne more biti končana. Prosim, gospod Lodrand. Kot ste rekli, tale okoljska katastrofa, ki smo ji zdaj priča, je res nezaslišana. Ne bom dolgovezil, potrebno je najti krivca in ga ostro kaznovati. Zdaj težko je reči, kaj storiti, da bi to preprečili pri samem izvoru. Glede sanacije Zgornje Mežiške doline pa je jasno, da so učinki tega odloka v preteklih letih bili, v krvi testiranih otrok se opaža zmanjšanost svinca, ampak mislim, da še nismo na tistem nivoju, da bi lahko rekli, da zadevo zaključimo. Zato tudi jaz podpiram, da se ta odlok podaljša naslednja leta. Zdaj ocenili smo, da bi to recimo tehtalo približno 5 milijonov evrov. Naša vlada pa je že tako v letu 2021-2022 povečala sredstva za to sanacijo. Ja, ker jih je bilo treba tudi nadomestiti iz prejšnjih let, oziroma tudi tu smo pri podobnem, kot smo bili pri tretji razvojni osi, torej umestni predlogi nekaterih opuščanja umestnega financiranja in potem naprej spet popravki krivic. Koroška je klasična industrijska regija. Poleg o svincu bi želela, da rečemo še kako besedo o jeklarstvu, glede na to, da se vendarle nahajamo na Ravnah in da Mati fabrika, ki jo je v izhodišču omenil že Milan Mrdženović, v bistvu predstavlja pomembna delovna mesta in te klasične industrijskosti se bo verjetno regija težko znebila. Zdaj ne bi posebej načenjali ukrajinsko-ruskega konflikta oziroma agresije Rusije na Ukrajino, pa vendarle si je v pretežni ruski lasti. Ali vas v tem smislu kaj skrbi usoda, možnost neke negotovosti tudi z vidika trgov oziroma samega lastništva? Tu bi najprej nagovorila Nino Mauchler-Vas in pa Mojco Kert. Prav. Jaz osebno mislim, da tu ne bi smeli biti toliko ozkogledi pa se zdaj ukvarjati s tem, kdo je lastnik, ampak se vsi skupaj potruditi, da se delovna mesta ohranijo. Moj konkreten predlog bi celo bil, da iščemo načine, kako pravzaprav pomagati materi fabriki, vendarle gre tu za delovna mesta in brez kakovostnih delovnih mest, če ne bomo ohranjali teh delovnih mest, ki jih v dolini imamo, jaz mislim, da lahko pozabimo na čisto vse drugo. Na to, da se mladi ne bodo izseljevali iz doline, ne bodo se verjetno tudi nazaj priseljevali, če ne bomo ohranjali delovnih mest. In mislim, da je to tu ključno in da to ne sme zdaj igrati nobene vloge. Pa če smem, se bom samo še k sanaciji svinca vrnila. Moj pogled na to pa je, da ne bi smeli pristati na reševanje te problematike z odloki. Jaz mislim, da bi morali tu začeti lobirati za zakon oziroma pripravljati ustrezen zakon, kjer se tudi vsi viri zelo jasno določijo. Žalostno se mi zdi, da je za sanacijo Mežiške doline namenjenih, mislim, da je 1/3 sredstev, če primerjamo sanacijo v sosednji Avstriji, enako degradiranega področja, pa še nekaj. Tu mislim, da bi morali popolnoma vse stroške sanacije nositi onesnaževalci. In se mi zdi, da je to norčevanje iz državljanov, da zdaj pravzaprav iz proračuna poskrbimo, se pravi za proračunski vir. To pomeni, da onesnaženje, ki se je v preteklosti dogajalo, nekateri so pobrali dobičke, davkoplačevalci pa ne zdaj nosijo stroške sanacije. To se mi ne zdi pravično. Vse pravzaprav je to že praksa ob zapiranju rudnika, ko se je začasno prezaposlilo delavcev podjetja, ki nikoli niso delovali dlje kot od zakonsko predpisanega roka. Kako vidite, Mojca Kert?
zadevo. Industrija jekla je nosilec razvoja na Koroškem. Je zaposlovalec. Je podjetje, ki bo ponudilo prihodnost našim mladim. Odgovorno sodeluje v odnosu do okolja. Slovenska industrija jekla je že pred leti začela s projekti krožnega gospodarjenja in trajnostnega razvoja. Ponuja odlične možnosti za digitalni ne prehod, ampak preboj. In tu je resnično priložnost za mlade. Imamo pa en zelo velik izziv in upam, da ga bomo v politiki odgovorno naslovili. To je posodobitev elektroenergetske infrastrukture, ki je vsaj tako pomembna kot prometnica. Lahko rečem, da še bolj. Slovenska industrija jekla potrebuje posodobitev prenosnega omrežja. Brez te posodobitve ne bo delovnih mest in ne bo razvoja na Koroškem. Prav, prosim, gospod Marčenovič. Ja, no, nekaj na kratko bi povedal tudi glede okolja. Ne. Mislim, da se vsi strinjamo tukaj, da je treba ohraniti naravno okolje tudi za prihodnje generacije. Ne. Kako bomo to storili, je odvisno od političnega konsenza, ki mislim, da ga ne bo težko najti, glede na to, da smo vedno bolj ozaveščeni, kako pomembno je okolje. Kar se tiče slovenske industrije jekla, lahko povem, da naša ravniška jeklarna, to je podatek, ki ga lahko preverite, je druga v Evropi po najboljši izdelavi kvalitetnega jekla. Torej, glede tega nas ne rabi skrbeti, kdo je lastnik, ker mislim, da bi se jeklarna lahko znajdla tudi brez tega lastnika, ki ga ima, če bi slučajno prišlo do tega. Ne. Drugače pa trenutni lastnik je v zadnjih 15 letih vložil veliko denarja v posodobitev proizvodnje. Delovna mesta se sicer zmanjšujejo, ampak pridobivajo se pa kvalitetni, odpirajo se pa nova kvalitetna, visoko izobražena delovna mesta. Tako da z neko proaktivno politiko bi lahko tukaj naredili še veliko več. Torej, to je ustrezen kapital, običajno ste kritični do kapitala. Ja, v tem primeru je ustrezno. V tem primeru je res izjema, vsaj tako jaz vidim. Okay, prosim še Mojca Erjavec. Okoli 90% koroške industrije je tako ali drugače povezano z kovinsko-predelovalno dejavnostjo. Tukaj seveda so priložnosti za ustvarjanje delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Ne smemo pa pozabiti tudi na kaj drugega. Imamo priložnosti za razvoj turizma, seveda ob upoštevanju tega, da bomo varovali in še bolje zaščitili našo naravo in okolje. Lahko pa bi se usmerili še bolj strateško tudi v kakšno drugo vejo. Ne pozabimo na lesno industrijo in pa možnost digitalne industrije tudi na Koroškem. Imamo nekaj prebojnih podjetij, ki so lahko primer, kako mlade pritegniti nazaj iz mestnih središč, kjer so bili na študiju, ali pa celo pritegniti strokovnjake od drugod, mogoče tudi tuje strokovnjake. Tako da možnosti so. Mislim pa, da je predvsem pomembno, da stopimo skupaj na ravni občin, države in pa potem tudi seveda lokalnega prebivalstva. Imamo pa veliko možnosti, da izkoristimo tako tisto, kar je, in dodamo še druge veje za delovna mesta, ki bodo mlade lahko obdržala tukaj. Gospod Lenart, prijavili ste se. Ja, zelo kratko glede onesnaženosti z svincem. Z Janem smo na tem področju seveda bila oba aktivna, tudi sam se počutim koroškega poslanca. In takrat, ko se je začela gradnja hitre ceste, sem tudi takratnega ministra za okolje in prostor in pa tudi za infrastrukturo opozoril, da vkolikor ne bi bila ta sanacija dokončana, se bi lahko takrat, ko se bi gradila hitra cesta, predvsem, če bi šlo za zamenjavo zemljin, verjetno bila najbolj ekonomična, da se takrat to dokončno reši. Ok, hvala lepa. Če ni replik v tem krogu, lahko gremo naprej k mladim, ki ste jih na nek način že nagovorili, razen če se kdo s kom kaj ne strinja. No, če bi jaz lahko repliciral, edino plače so še edini problem v gospodarstvu in žal moramo pač tukaj vedno z zakoni poskrbeti, da se minimalna plača izravnava, da je nad pragom revščine. Bilo bi fajn, da bi imeli podjetniki na tem področju malo več, da bi bili malo bolj ozaveščeni, da ne bi rabili jih zakonom preganjati. Ja, prosim, gospod Lodranc. Samo ne soglasiti. Ja, bom vam dala besedo, samo da Lodranc prejava. Naša mati fabrika je eden izmed osnovnih temeljev zaposljivosti na Koroškem. Glede plač, kot je še gospod Marčenovič omenil, je pač potrebno kot poslanec, kot vlada vplivati na to, da bi bila plača čim manj obdavčena, da bi delavec čim več dobil, in mislim, da so zadnji ukrepi oziroma zakon, ki je bil sprejet v Državnem zboru, šli v pravo smer.
Sam kot podjetnik lahko rečem, da sem vesel, da končno enkrat ta minimalna plača ne bremeni podjetja, ampak ta del prispeva država. Ok, prosim, gospod Meh je se prijavil prej k Gospod besedi. Zleve očitno že dolgo ni bil v kakšni hali ali pa delavnici, da bi lahko govoril o plačah. Jaz pa neposredno prihajam od tam in vem, da naši ljudje že dolgo nimajo več slabih plač. Zato, ker jaz delam v kovinarstvu, niti približno ne dobiš delavca, ki ga bo slabo plačal. Mi moramo zelo dobro plačati že zaradi bližine z Avstrijo in te naše plače so primerljive z Avstrijo, nekatere še bolj. Tako da, kar se pa tiče v plačah, pa prosim, da ne govorite za celotno gospodarstvo, ampak za tisto, ki je res na minimumu. Ampak jaz vem, da mi, samostojni podjetniki, pa nismo tam. Samo malo. Prosim, Nina Mavkler. Zdaj, kar se tiče zakona, ki ga je kolega Lodrant omenil, jaz se strinjam, da je to zelo všečna poteza, ima pa eno pomanjkljivost. Ni predvidenega nadomestila. Kako bomo ta izpad iz proračuna nadomestili? In treba se je zavedati, da se bodo zaradi tega lahko zmanjšale neke storitve. Ali govorimo o javnem šolstvu, o javnem zdravstvu, in to so posledice takih nepremišljenih, preveč všečnih potez. Kar se pa tiče minimalne plače, bi pa tudi izpostavila, pa čisto iz prakse, iz podjetja, ki ga trenutno vodim, nepremišljeni ali pa nedodelani dvigi minimalne plače lahko tudi porušijo neka razmerja v podjetju, plačna razmerja, in tu je treba biti vedno zelo previden, ker lahko povzročimo tudi kontraefekt. To so vse stvari, ki jih je treba prekleto premisliti, preden jih izvedemo. Kompleksno, da se upošteva. Prosim, Jan Prednik. Nina je govorila o zakonu o dohodnini, da bomo malo bolj egzaktni. Ja, in sicer tu treba jasno povedati, vsi govorimo o plačah in o plačah tistih, ki dobijo najmanj. Ja, tisti, ki dobijo najmanj, plačajo nič dohodnine in z nič ne moreš dvigniti plače, še vedno plačaš nič. In zakon o dohodnini pomeni zgolj to, da tisti, ki imajo visoke prejemke, bodo dobili moja plača 100 evrov več, plača delavca 8 evrov več. Proti temu smo bili v opoziciji. Ja, izvolite. Ja, zelo na kratko. Kratko, ker Mojca Rjavec ni replicirala, vi pa ste že. Lahko. Ja, hitro. Ja, zelo na kratko. Zakon o minimalni plači je bil sprejet 2019, seveda z dejstvom, da se odpravi revščina. Ampak jasno je napisan, da se mora vsako leto usklajevati. Žal pa vidimo, da v zadnjem letu se ni uskladil tako, kot pa zakon govori. To se pravi, s tem je ta zakon zagotovljen, ne? Kar je začel kolega z Levice. Ne? Ja, prosim. Hvala. No, saj ste mi dali še eno istočnico. Seveda je minister za delo minimalno plačo uskladil znotraj zakonskih mej. To, kar govorite, ni resnica. Kar se tiče nižjih plač, višje obdavčitve, res je, tisti, ki pridobi oziroma zasluži minimalno plačo, bo imel na koncu leta 2025 pa 650 evrov več na leto, kar je skoraj ena plača. Tako da ne moremo reči, da se to nikjer ne pozna. Kar se pa tiče plač, ki jih imamo, moramo povedati tudi to, da imamo dodano vrednost na delavca manjšo kot denimo v sosednji Avstriji. Pomeni, da moramo vlagati v delovna mesta. Kako? Moramo vlagati v veščine, v kompetence, moramo izobraževati naše zaposlene in pa vlagati v tehnologije. Tako bomo zvišali dodano vrednost na delavca in bomo lahko zvišali tudi vse plače od minimalne dalje. Prav, Mojca Rjavec. Lahko samo stavek. Da bomo natančni. Hitro, pa gremo pol naprej. Minister ni uskladil minimalne plače. Vsi ste pod fact-checkingom, ki ga upravljamo potem, tako da vsaka izrečena številka se takoj tudi preveri, oziroma jo bomo tudi na to objavili, tako da pazite pri številkah. Gremo na mlade, ker se pravzaprav to povezuje v resnici s tem, o čemer debatiramo, a ne? Da dosežemo visoko kakovostna delovna mesta, večjo dodano vrednost, boljše plače. Skratka, ker smo v Mladinskem kulturnem centru, je res primerno načeti to temo in upam, da nas mladi tudi spremljajo. Kajti v nedavnem dosjeju v Večerovi prilogi v soboto, ki ga je delala kolegica Urška Polanc, naša mlada sodelavka, so mladi sogovorniki izpostavljali tudi, da jih politika sploh ne nagovarja. Tako je recimo 26-letna Korošica Živa Ledinek, zdravnica, ki v UKC Maribor specializira patologijo, izpostavila, da je morda problem državnozborskih volitev v tem, da imamo kup kandidatov, ki nam niso blizu. Ne to, kar govorijo, ne njihove ideje, ki so abstraktne, skratka, kot da je neka razlika popolna v narativu.
Jani Prednik, pa bom kar vam zdaj dala besedo, ker ste še zmeraj med mlajšimi poslanci oziroma med mlajšimi kandidati za poslance. Ali ocenjujete, da vi nagovarjate mlade in s čim? Sicer ste precej zavzeti na družbenih omrežjih, ampak včasih se zdi, da gre bolj za pojavnost kot za vsebino, da veliko date na politični marketing, manj pa na nekaj konkretnega, s čimer nagovorite mladi. Boste tokrat pripeljali več vsebine za mlade? Poglejte, politika, sem že na prejšnjem soočenju pred 4 leti dejal, da je sestavljena tako iz marketinga, kot tudi iz konkretnih zadev, ki jih moraš po mandatu pokazati. Jaz ne bom tu našteval, kaj vse se v tem mandatu... Ne, vse samo za mlade, mogoče kaj konkretnega. Kar se tiče pa mladih, je morda res, da je politika odmaknjena. Sam nisem odmaknjen od mladih, ampak generalno mladi politiko jemljajo oziroma gledajo z velike distance. Morda tudi zato, ker generalno politika je odmaknjena nasploh od ljudi. Tudi to verjetno za mene ne velja. Bi pa tu apeliral na vse mlade, da so tudi sami bolj aktivni in bolj proaktivni. To govorim iz lastnih izkušenj. Saj sem kot zelo mlad postal aktiven, tako v podmladku stranke, kot potem tudi v stranki. Pa ne govorim, da se morajo mladi vključiti v politične stranke, ampak lahko so proaktivni tako v raznih mladinskih svetih, društvih in tako naprej. In preko teh društev, preko teh podmladkov potem tudi bom rekel pod narekovaj, pritiskajo na politiko in tako proaktivno vplivajo tudi na tako lokalno, kot tudi nacionalno politiko. Bolj naštevate, kaj naj mladi storijo, ne kaj boste vi storili za mlade? Sem dejal, da sam nisem odmaknjen do mladih, sam zelo dobro poznam problematiko mladih. Je pa res, da v visoki politiki vidiš potem razliko med starejšimi kolegi in nas mlajšimi in nažalost je nas mlajših predvsem manj in upam, da bo ta mandat oziroma te volitve prinesle več mlajših kandidatov, ki se med seboj predvsej bolj razumemo kot starejši in imamo tudi drugačne poglede. Gospod Milan Marđenović, ste mladi intelektualec, pravzaprav ste med 69 kandidati v Sloveniji z doktoratom. Nekako sodite v ta krog, o katerem se pogovarjamo, o tistem, ki naj bi ga pač v regiji zadržali. Torej, o tem govorimo, da ne sme pobegniti klasični zadrževalni cilj bega možganov. Toda, kako naj se mlad intelektualec osamosvoji, kupi stanovanje, če se more zakreditirati praktično za vse življenje? Je tu koncept Levice 30 000 neprofitnih stanovanj v 10 letih res uresničljiv in kako? Ja, je uresničljiv, zato ker če bi se osredotočili na prihodnost in prihodnost temelji na mladih, potem bi to rešitev našli takoj. Tukaj pa en drug problem. En del je že izpostavil kolega Prednika. Mladi se mogoče premalo aktivirajo, premalo kontaktirajo svoje politične predstavnike, ki so jim blizu, da bi kaj upozorili na kak problem. Drug problem je pa ta, da so mladi vse je za sebe, večinoma prepuščeni sami sebi. In težko se je danes v tem svetu znajti na trgu, kjer vlada neka nasilna konkurenca, kjer res moraš se prerivati, da kam prideš. Ni več tistega ujčkanja, kot smo rekli, ampak res moraš biti skoraj da nenasilen, da dobiš kaj, kar ti v bistvu pripada. In politika gradnje neprofitnih stanovanj je en osnovni del našega programa, ker če želimo mlade na Koroškem, sploh na Koroškem obdržati, da tukaj bogatijo svoje znanje in da tukaj delajo, potem jim moramo ponuditi stanovanje, ker prejšnje generacije v 90 letih so imeli možnost odkupa stanovanj po zelo smešno nizkih cenah, mi te možnosti nimamo in ne bomo imeli. Zato pa mora politika narediti kompenzacijo na tem področju. Mojca Erjavec, tudi vaša osebna izkušnja bi lahko bila mogoče opisana bolj v poglavje o tudi popularnem kroženju možganov, glede na vaše premike iz institucije Evropske unije v našo državo, v končni fazi v regijo. Pravkar ste iz porodniške, začeli ste delati ta teden in kako ste se soočili recimo s cenami vrtca? In glede na to, da se v NSI-ju zavzemate tudi za velike družine, za olajšave družinam z več otrok, je to dovolj? Je to konkretna spodbuda mladim ali vidite še več? Ne, ni dovolj poskrbljeno za družine, ni dovolj spodbud za to, da bi se mladi odločali, da si ustvarijo družino. Jaz sem s to konkretno izkušnjo postati mama res lahko konkretno razumela, kakšne so tiste težave, s katerimi se soočajo družine, mlade družine. Cene vrtca so, bomo rekli takole, seveda imamo razrede glede na to, koliko kdo zasluži, ampak še vedno je vrtec premalo dosegljiv. Zato ga je treba narediti bolj dostopnega oziroma brezplačnega. To je ena stvar. Potem je treba uvesti tudi dodatne, višje dohodninske olajšave za vzdrževane družinske člane, glede na število otrok. In
vse bolj univerzalen otroški dodatek. Prav tako pa naj se spodbuja skrajšani delovni čas, da bodo otroci lahko več s svojimi starši. Pri čemer pa to ne sme imeti negativnih učinkov na pokojninsko blagajno. In to smo do neke mere že dosegli v tem mandatu. Tako da vsekakor več spodbud za družine, stanovanja, vsekakor tema, ki je prisotna pri veliko mladih, ne moremo si tudi če bi si lahko kupiti stanovanja, ker jih ni na trgu, tista, ki pa so pa preveč draga. Zato mora pomagati država, ki mora zagotoviti več tako najemnih kot lastniških stanovanj in pri tem lahko pomagajo tudi jamstvene sheme, kjer vstopi država. Brezplačni vrtec oziroma kombinacije spodbud so v programih več strank, boste imeli priložnost povedati. Stašo Lodrant, še zadnji od mlajših sogovornikov v tem sklopu, če tako nadaljujemo. Glede na to, da je tudi na Prevaljah pravzaprav zelo bogata, odkoder pač izhajate, stanovanjska gradnja, se boste verjetno strinjali, da cene za mlade pa tu niso vseeno ne še ravno dostopne. Absolutno se strinjam. Mladi smo zdaj v tej situaciji prikrajšani za marsikaj. Z to modernizacijo družbe, ki na nas pritiska na vsakem koraku, morda ne vidimo nekih rešitev, morda smo postali tudi malo razvajeni zaradi vsega tega. Ampak vsekakor država mora poskrbeti za najbolj pereče teme, torej stanovanjska problematika, zaposljivost, spodbujanje velikih družin, da bojo mladi se odločili za več otrok, in tako naprej. Eden izmed pomembnih vidikov je tudi, beg mladih možganov v tujino. Ja, se v kakem smislu razvajeni, če lahko vprašam? Zdaj, mogoče je bilo malce provokativno tako povedano, ampak jaz, ko se pogovarjam s svojimi prijatelji, vidim, da nas vsa družbena omrežja silijo v nekaj, da želimo nekaj več, zato ker pri vseh ostalih vidimo, kaj počnejo. Potrebno je pač poskrbeti zase za svojo družino, da imamo tisto, kar potrebujemo, da se imamo znotraj svoje celice dobro. Zdaj, glede stanovanj, kot ste rekli na Prevaljah, smo res veseli, da se gradnja povečuje. Jaz sam strmim še po kakšnem dodatnem naselju, da bi ga lahko v Prevaljah umestili. Tako da mislim, da je treba tule tudi pohvaliti zakon, ki gre zdaj v proceduro v Državnem zboru, ki so ga predlagali tudi naši člani Slovenske demokratske mladine in ga preko naše poslanske skupine že potrdili na odboru za finance. Okay. Če gremo naprej z gospodom Lenartom, kako ste vi konkretno v svojem mandatu podprli mlade? Mogoče en konkreten dosežek za mlade in kako bi nadaljevali, če bi uspeli prepričati volivce spet? Ja, mislim, da nobena vlada do zdaj še ni zelo konkretno napravila za mlade. Čeprav imamo program zelo jasen, v LMŠ opozarjamo na nekaj bistvene, kar do zdaj ni bilo povedano. Mi se moramo zavedati, da mladi so danes v veliki meri in vedno bolj podvrženi prekarnemu delu. Prekarno delo je pa ena velika nevarnost, predvsem za mlade. In ker sem jaz že starejši, sem že tista starejša generacija, se tega presneto zavedam. In se sprašujem, kako bodo mladi prišli do pokojnine, če bodo toliko let vztrajali na prekarnem delu. To pa potem tudi vpliva na kupno moč, na možnost pridobivanja kreditov, da pride do stanovanja in kup teh problemov. Tu je zelo velik problem in trudimo se in upam, da nam bo na naslednji vladi uspelo, da bi prekarno delo v celoti izničili, prepovedali. Celo v državnih službah se poslužujejo prekarnega dela. Mislim, da vam je bilo to poznano in da se ta zadeva zdaj nekako ukinja. V podjetjih pa se še vedno tega poslužujejo, seveda zaradi konkurenčnosti, ampak ne zavedamo se pa, kakšno škodo delamo potem mladih in bodočim generacijam, tudi za pokojnine v bodoče. Ja, se velikokrat se spodbuja kakovostno, tudi kmetijstvo ali kjerkoli, kjer se načeloma poudarja lokalno, potem pa velja kriterij najnižje možne cene. In kako boš potem kupoval lokalno? Politika mora biti dovolj močna in jasno povedati. Ja, ampak ni bila. Gospod Ivan Meh, deloma ste načeli problematiko plač. Bi lahko sem tu eno? Ja, bomo replike potem pa morda zdaj nagovorite, glede na to, da ste omenili že prej plače, pa tudi v eni od vaših predstavitev sem zaznala, da ste izpostavili ravno ta vidik, da bi delovna mesta v regiji bila taka, da bi plača nekako bila tudi eden od faktorjev, ki bi zadržal mlade. Lahko pa seveda v tem odgovoru načnete to, kar ste želeli odgovoriti. Prvo, imam dva konkretna predloga glede mladih. Prvi predlog je, da naj država subvencionira občinam, da obnovijo mestna jedra.
Tam je ogromno stanovanj, jaz gledam v naši občini, ki so zapuščena in se lahko uredijo in se ne dajo mladi. Drugi predlog moj pa je za mlade, da se isto država more potruditi, da da subvencije občinam, da kupijo poceni zemljo in da naredijo majhna stanovanja do 20.000 evrov. To je rešitev. To lahko država takoj financira in mislim, da v letu dveh lahko mladi pridajo do kar nekaj stanovanj. Kar se pa tiče plačne politike. Slovenija je hudo predraga pri plačevanju prispevkov. Mi smo ena od vodilnih v Evropi, ki imamo največje prispevke. In naš predlog, to je predlog Obrtne zbornice, je bil že večkrat, da se razbremeni plača pri plačevanju prispevkov in da se to pusti ljudem. Ne da vzamem jaz v moj žep, ampak tisti denar, ki ga bi tam pač kakorkoli odvedlo, bi ostal delavcev. Potem imam jaz tudi sorazmerno imam moj delavec večjo plačo. In to se meni zdi zelo pošteno, da če se država, ko ste prej govorili, da ni denarja je dost, ampak ga je treba pravilno razporediti, za vse je dovolj denarja. Te razbremenitve plač so po moje tudi že tema, odkar je samostojna Slovenija, pred vsakimi volitvami. Ampak jaz nisem bil v politiki, zato zdaj to izpostavljam. Seveda ne, samo komentiram, ne učitam karkoli. Nina Mauhler, v stranki SAB ste pravzaprav prihodnost za mlade v programu zapisali kot prvi cilj. Univerzalni temeljni dohodek za mlade od 18. do 25. leta, ki ga napovedujete, bi konkretno prinesel kaj? Mogoče razbremenitev mladih staršev. Meni je zelo žal, da poslušam, da imajo mladi, ki se odločajo za družino, še danes povsem enake težave, kot smo jih imeli mi pred 20 leti. Pa ne govorim zgolj o ceni vrtca, o ceni varstva, govorim tudi o delovnem času vrtcev. Na ta način smo potem ženske še bolj prikrajšane za neko kariero, ker pač večina teh obveznosti, nažalost, v družbi, v kateri še vedno živimo, pade na ženske. V naši stranki smo enako kot večina ostalih za to, da se vzpostavi stanovanjska jamstvena shema, da stanovanjski sklad gradi najemna stanovanja, da so te najemnine za mlade družine regulirane. Se bom pa dotaknila enega drugega vidika, pa ene druge skupine mladih. Mi skozi naslavljamo mlade, ki so stari tam, ne vem, med 22 in 25 let, ki prihajajo na trg dela, ki si ustvarijo družino. Jaz sem se potrudila, pa sem vprašala mlade, ki so stari 18-19 let, kaj si pa oni želijo. Pa naj vam preberem samo te tri glavne točke. Vprašala sem fanta, ki je predstavnik dijakov na eni srednji šoli in sem dobila zelo zanimive odgovore. Rekli so, da si želijo bolj polnega življenja, kar se tiče zabave. Jaz verjamem, da je to tudi ta koronski čas malo vpliva na to, se pravi neko revitalizacijo javnega življenja, predvsem z področja zabave. Želijo si združevanja v športu. To je zelo zanimivo, ker so tule župani. Mnenja so, da je nesmiselno imeti v Mežiški dolini, ne vem, 4 nogometne klube ali pa 2 odbojkarska kluba ali pa več smučarskih klubov. Pravijo, dajmo se združiti, Koroška je mala, dajmo ves potencial v en klub. Jaz vam govorim, kar so mladi povedali. Se mi zdi zelo zanimivo. Zadnja tematika mi je pa zelo všeč. Zahtevajo spremembe v sistemu izobraževanja. Zelo pogrešajo učne vsebine z področja retorike, z področja političnih ved, z političnih znanosti, kako, na kak način se lahko aktivirajo v politiki. Zanima jih finančno pismenjevanje in mislim, da so to teme, ki jih ne smemo spregledati. Pa še nekaj, povabila bi vse mlade, da se udeležijo lokalnih volitev, da kandidirajo in da skušajo vplivati na svojo prihodnost. Še prej pa državnozborskih verjetno, ne? Zdaj je že malo pozno, ne? Ne, ker ste rekli lokalnih volitev. Ja, zdaj je že malo pozno, da bi se pridružili na državnozborskih. V smislu voljenja. To, da pa ne pridejo voliti, pa absolutno. Ker tudi to je bil problem. Ja, sem razumela, da bolj poziv na volitve. Mojca Kert, v Gibanju Svoboda pa napovedujete državne garancije za posojilo za nakup prvega stanovanja. Tako bi, kot navajate, mladi po oceni stranke lahko dosegali pogoje Banke Slovenije, da posamezniku po odplačanem obroku ostane vsaj četrt minimalne plače. Kako je to resničljivo oziroma lahko se navežete tudi na že povedano? V Gibanju Svoboda se zavzemamo za več medsebojno povezanih ukrepov. Zagotovo je bivanjska problematika ena ključnih. Ključno je tudi samo izobraževanje. Kompetence prihodnosti so tiste, ki morajo vplivati na prenovo izobraževalnih programov, da bojo postali zanimivi za mlade, da bojo ostajali in se izobraževali doma
in iskali delovna mesta doma. Odprava prekarnosti je nujna. To je povedal že gospod Lenart. Vsekakor so tu še ostali ukrepi, prenova davčne politike. Ta bo tudi izjemno vplivala na višino plače. Bi se pa navezala še na ustvarjanje prihodkov. V Sloveniji smo pred zelenim prebojem. Ta nam bo prinesel priložnosti za dvig dodane vrednosti. In z dvigom dodane vrednosti bomo lahko ustvarjali tudi delovna mesta z višjo dodano vrednostjo. In seveda, če bomo kadrovali po sistemu vaš in naš, potem so priložnosti za mlade zaprte. Meritokracija, znanje in izkušnje so tiste, ki morajo vplivati na privabljanje talentov. In upravljanje s talenti je naša prihodnost. In če pohvalim, mogoče zato, ker je prisoten gospod iz Slovenj Gradca, tudi župana Slovenj Gradca, mislim, da pri njem velja to pravilo. Ne gleda na ne vaš in ne naš, gleda na znanje, na izkušnje in kadruje na temelju meritokracije. In kam se razvija danes Slovenj Gradec? Bi si želeli, da smo kaj takega tudi v Mežiški dolini? Ok, pustimo to materijo za res lokalne volitve. Ima kdo kako repliko? Pa prosim, če so res replike, da ne zdaj dopolnjujete že povedano. Ja, jaz bi tu samo to dopolnil, da recimo Levica je stranka, ki ima eno najmlajših kandidatnih list, približno četrtina kandidatov je mlajših od 30 let, tako da kar se tiče aktivacije mladih, v naši stranki nimamo težav. Kar se pa tiče spodbud za mlade, bi pa dodal, da bi morala država zagotoviti vsem, ki študirajo in ki doštudirajo, plačano pripravništvo, da pridobijo prve izkušnje, da imajo kompetence in da se lahko potem tudi naprej lažje odločajo, kako se zaposliti. Dobro, Mojca Rjavec, prosim. Jaz se z mladimi redno pogovarjam in se jim počutim blizu. Mislim, da tudi je zelo koristno, da politika tudi naredi korak do mladih. Glede tega, kako mlade vključevati na trg dela, seveda to je tema, ki jo gotovo skušajo nasloviti vse vlade. Ima pa tudi Evropska unija zelo uspešen ukrep jamstva za mlade, ki zagotavlja v prvih 4 mesecih po končanem izobraževanju ali plačano pripravništvo, ali plačano ali nadaljne izobraževanje, ali plačano zaposlitev. In Slovenija je ena izmed tistih držav Evropske unije, ki je pri tem izvajanju tega ukrepa vzorna. Tako da tukaj so že bili narejeni pomembni napredki. Seveda pa ostaja še vedno dovolj dela tudi za prihodnja leta. Zdaj, če smo vzorni, kje so pa učinki tega? Ja, glede učinki, kot smo prej rekli, da tudi v naši vladi nismo naredili, kar se tiče prekarnega dela. Ko je bil naš minister Rudi Medved, minister za javno upravo, ko smo to ugotovili, je so prekarno delo odpravil. To se pravi, na ministrstvih tega praktično ni več. Drugo pa je v gospodarstvu. To želim reči. Še kakšna replika na politiko za mlade, nagovarjanje mladih? Dobro, sicer se premaknemo pravzaprav še zmeraj na polje komuniciranja z mladimi oziroma komuniciranja po javnih oziroma bolj družbenih omrežjih, javni diskurs, kakršnega poznamo danes v Sloveniji. Stašo Lodran, bi z vami začeli. Kako sami spremljate razne diskreditacijske in manipulativne objave stranke oziroma strankarskih kolegov, ki jih ne zmanjka? Če ostanemo na lokalni ravni, pa bi tu povezala s protikandidatom Prednikom. SDS je objavil plakat s pripisom Prednika, zmanipuliral, uporabil, da ne rečemo ponaredil, zakaj bo volil SDS. Dopisano ob teh delitvah je bilo tudi kar precej žaljivo za poslanca. Se mi zdi, da to ni vaš nivo, osebno vaš nivo, in zakaj, če ni, podpirate tak strankarski diskurs, če temu lahko tako rečemo? Zelo me veseli, da ste sami opazili, da neka umazana politična kampanja, neprimerna retorika ni moj način. Bom rekel, jaz delujem kolikor toliko se da povezovalno med vsemi političnimi strankami, tudi v občinskem svetu že 12 let zelo dobro sodelujemo, tudi preko ideoloških mej. Glede te objave, zdaj je težko reči, da je to prišlo iz strani Slovenske demokratske stranke. Res, da je bila uporabljena naša grafika, ampak
Jaz sam ne morem tega oceniti. Delili so predvsem člani SDS-a oziroma tudi komentirali Tako, v smislu, tako. Vidno je bilo, da so delili to naši člani. So Seveda žalili poslanca. v njihovem imenu jaz tu zdaj ne morem razpravljati. Ja, pa vendar zastopate Vsekakor stranko. se pa od takšnih zadev ograjujem. a ne. Tudi meni je včeraj se zgodil en ljub dogodek, a ne, ko so z rdečo barvo packali moje jumbo panoje. Bom rekel, sam se čutim užaljenega, da je prišlo do tega, ker jaz mislim, da nisem nikomur storil nič žalega, da bi bil deležen takšne obravnave. a ne. Ampak če stranka se je veter najbržanje vihara, kako je že ta biblična? Tako, lejte, jaz bom rekel, kakorkoli gledate našo stranko, sam si želim priti v jedro, da lahko potem morda speljemo zadeve tudi boljše. Okay. Vi ste se odločili, da ta napis na plakatu Plenilci prijavite policiji. Za razliko od vas, gospod Prednik, ki pa niste sprožili kazenskega pregona, razen če se je medtem kaj spremenilo, me popravite. Zakaj niste ukrepali, če se sklepam s tem načinom seveda ne strinjate, in zakaj še naprej in nenehno poudarjate sodelovanje z SDS-om, zlasti na lokalni ravni, kjer ste tudi občinski svetnik, če pa vas izključujejo? Da popravim, jaz zagovarjam sodelovanje z vsemi, ne samo z SDS-om. Vem, ampak v tem primeru gre za SDS. SDS je samo ena izmed strank v slovenskem parlamentu oziroma v slovenskem političnem prostoru. Poglejte, te grafike sam ne bom komentiral, največ pove v bistvu tistih, ki so jo delili, zato verjetno dodatnega komentarja ni potrebnega. Za kazenski pregon se nisem odločil iz čisto preprostega razloga, zaenkrat še ne, ker trenutno ima mir, ampak jaz vem, kaj počne druga politična stran, in sicer te želi zvabiti na svoje polje, na ta nek let, ker tam na njihovem terenu potem vsi, ki smo bolj zmerni politiki, nismo žaljivi, verjetno izgubimo. In če prideš na njihov teren, kjer je prisotna manipulacija, primitivizem in sam nisi takšen, si že vnaprej v bistvu poražen. Tako da jaz se na njihov nivo nikoli nisem spuščal, se ne spuščam in tudi v prihodnosti se ne mislim. Pa mislite, da če ignoriramo take pojave, da jih s tem nekako legitimiziramo in normaliziramo? Jaz upam, da volivke in volivci vidijo to. Se v končni fazi parlament in državno politiko in tudi lokalne predstavnike izbirajo ljudje. In malo zaskrbljujoče je, da takšna politika dobi v bistvu zelo visok procent, zato je v bistvu na volivkah in volivcih odločitev, koga poslati v parlament oziroma komu na volitvah v tisti skrinjici oddati svoj glas. Nina Mauchler, ste kar aktivna uporabnica Twitterja. Je po vašem treba nestrpno komunikacijo regulirati na družbenih omrežjih oziroma kako vi vidite nesramne v zadnjem času ali pa še zmeraj popularne seksistične tvite, vas to moti? Kako menite, da bi morali pristopiti k tej nespodobni komunikaciji in tudi pravzaprav sovražnostnem govoru, da ne govorim o sovražnem govoru, ker tu smo že malo pomešali, kaj to je? Tako. Ja, jaz sem res zelo aktivna, predvsem na Twitterju. Twitter mi pa služi kot nek ventil za sproščanje odvečne energije. Dobro, lahko bi se našla tudi kaj drugega, se strinjam. Ampak se trudim, da so ti pogovori na Twitterju vedno zabavni, včasih malo cinični. Je pa res, in ne vem, verjetno Petra ste zaznali, da se vedno odzovem na vse seksistične napade in jih obsodim. In zdi se mi prav, da vsakič in vedno in znova se odzovemo na žalitve žensk, moških, kogarkoli. In to bom počela še naprej in vabim tudi vse, ki ste aktivni na družbenih omrežjih, da se odzovete, da opozorite na neprimerno vedenje, na neprimeren diskurs, ker če smo tiho, nas bodo počasi skuhali. Mojca Kert, vi pa niste uporabnica družbenih omrežij, pravzaprav ste šele vstopili zdaj bolj aktivno v času kampanje na Facebook profil, razen če imate kakega skritega. Jaz sem dolgoletna uporabnica, samo imam zaprt profil in komuniciram s prijatelji in družino, se pravi s tistimi, ki jim zaupam. Zdaj imam pa tudi odprt profil v okviru kandidature. Če se pomaknemo iz družbenih omrežij na medije, ker to se danes pogosto zamenjuje oziroma dobivajo družbena omrežja seveda v primerjavi s klasičnimi mediji, tudi zlasti nami, ki delamo v medijski časopisni industriji, pač velik vpliv, hiter doseg, lažne novice se širijo zelo hitro. Vaš lider bojkotira
soočenja na RTV zaradi razlika pri ugotavljanju, kdo ima pravico do obravnave statusa parlamentarne stranke, ker je to pridobila naša dežela. Hkrati je napovedal novi zakon o RTV kot prvi ukrep po volitvah. Kaj je za vas ključno z vidika javnega servisa, če se k javnim medijem pomaknemo, torej prav k temu problemu RTV-ja, ki je trenutno zelo aktualen? Človeško dostojanstvo, vrednote, kot so spoštovanje, svoboda, odgovornost in zaupanje. In to, da je danes sprejemljivo in nesankcionirano čisto vse, a je to res naša prihodnost? Je to prihodnost za naše otroke, za naše zanamce? Mi si na tak način Slovenije ne znamo predstavljati. Želimo si demokratično Slovenijo. Želimo si odprto in pošteno komunikacijo. Če odgovorite glede zakona o RTV-ju, kaj bi recimo vi spreminjali pri RTV-ju, glede na to, da je bilo napovedano v soočenjih, da bi to bil pravzaprav prvi zakon, ki bi ga vložila stranka Gibanje Svoboda? Ja, to je za nas eden izmed temeljnih zakonov in s prvim korakom bi pokazali, da mislimo resno pri uveljavljanju in spreminjanju vrednot naše družbe. Hvala. Mojca Erjavec, vi tudi veliko komunicirate prek družbenih omrežij, Instagram veliko uporabljate recimo. Videla sem tudi zadnjič, da ste prijavili neprimeren komentar v naši skupini Moja Koroška. Moram reči, da težko reguliramo vse vsebine ves čas konstantno, ker bi potem lahko ves čas počeli samo to. Jih pa kot mediji moramo, za razliko od koga, ki odgovornosti ne prevzeme na ta način. Nespoštljiv diskurs v tej vladi vas kot članico NSI-ja ne moti? Moti me komuniciranje, ki je nestrpno, pa naj bo to v živo ali na družbenih omrežjih. Sama vselej komuniciram spoštljivo, ne glede na to s kom, in mislim, da je to tudi značilnost stranke NSI. Tako da glede tega sem vedno za spoštljivo komunikacijo. Če gremo na družbena omrežja, komentar, ki sem ga prijavila, če sem lahko malo bolj konkretna, mislim, da se je nanašal na moje politično delo in je bil neprimeren, bil je kritičen. Tako da podpiram tudi gospod Mauchler pri tem, da moramo jasno in glasno povedati, kaj je tisto, kar ni sprejemljivo. Sem pa iz svojih dolgoletnih izkušenj v Bruslju, ko sem pri Evropski uniji, pri Evropski komisiji delala tudi v službi za stike z mediji, videla, kaj je naloga medijev. Morajo poročati nepristransko in objektivno. Tako da moramo res v Sloveniji paziti, da ne bomo še bolj zašli v komunikacijo, v poročanje, ki je navijaštvo, ki ni objektivno in ki ni nepristransko. Tako da mislim, da se tukaj strinjava tudi midve Petra, da je naloga novinarja poročanje dejstev, objektivno, kolikor je možno, in pridobivanje informacij iz različnih virov ter predvsem tudi preverjanja informacij. Zakaj potem podpirate razne brezplačne oblike strankarskih glasil medijev, ki prihajajo za proračunski denar v gospodinjstva? Lahko konkretizirate? Ja, recimo Domovina. Kolikor vem, je Domovina medij, ki je predvsem spletni, potem je bila izdana tudi tiskana izdaja, vendar je to privatni medij, ki si je financiral distribucijo na vsa gospodinjstva, tako kot si jo lahko kdorkoli v državi. Prav, tudi to bomo lahko preverili. Milan Mrdženović, tudi Levici se kdaj očita radikalna, neprimerna komunikacija, govorimo večkrat o desnem in levem radikalizmu. Mimogrede tudi plakate kandidata SD-ja so popisali na Radelskem koncu, tako da ko sem opažala komentarje, da so se nekateri čudili, zakaj pa druga stran nima popisanih plakatov, je to bilo v bistvu napačno, kar se očitno dogaja tudi na tej ravni. Vaše razprave v občinskem svetu recimo so sicer bolj argumentirane od tega, kar omenjam v smislu nekega tudi levičarskega radikalizma, ki ga kdaj lahko spremljamo. Ja, poglejte, jaz bi najprej povedal, da vsaka stranka ima svoj program in idejo in včasih pač določeni posamezniki to idejo na svoj način predstavijo, ki je morda sporen.
Bi pa pri tem povedal, da način razprave, ki ga spremljamo na Twitterju in zadnje čase, nam ni v ponos. Pa tudi to, kar se dogaja po Sloveniji s plakati. Ampak to je vse v bistvu posledica. Vzrok je vladna politika, ki je, če pogledamo premijeja države, kako si privošči žaljenje novinark, nesprejemljivo. In tudi njegovo izogibanje, dvigovanje sodne pošte je nesprejemljivo. In ko to gleda nek človek, ki ni v poziciji moči, si privošči še več. Tako da, če bojo naši izvoljeni predstavniki na najvišjem nivoju začeli upoštevati zakone in se obnašati kulturno, sem prepričan, da se bojo potem tudi drugi potem ravnali. Tako da toliko okrog tega. Moram pa v bistvu še samo to povedati, ko spremljam, kaj pišejo lokalni svetniški kolegi iz SDS-a, tudi Stašo sodi med njimi, pa Igor Oder in tako naprej, so zelo kulturni v svoji razpravi na spletu, v teh socialnih omrežjih. Ko pa pri nas pride do tega, mi vedno opozorimo konkretnega človeka, če se nespoštljivo vede, in me čudi, zakaj to pri njih ne funkcionira. Ok, še Ivan Meh pa Jože Lenart, stališča glede obmetavanj, diskurza, kako vi vidite Prvo dve to besedi področje. okrog politike in strank. Kot zunanji opazovalec in zaenkrat še nisem čisto v politiki stopil, ko gledam te leve in desne, zgornje, spodnje, zadnje, ne vem, kjer še, moram reči, da me kar sram, da živim v tej državi, ker toliko prerekanja, toliko, ne vem, govorenja enega in drugega, mislim, da si noben ne zasluži. Pa se Pri vam nas zdi, nič da ni dobro. Povežimo Slovenijo k temu ne prispeva? Ne, jaz ne. Zato imam ime Povežimo Slovenijo, ki tudi moje ime to govori. In jaz sem zagovornik tega, če bodo to delo priču mene, bom jaz to takoj ustavil. Ker ne dovolim, da se ljudje žalijo, ker smo sposobni skupaj, da gremo v eno smer in skupaj levi in desni, zgornji, spodnji, peljemo to državo do boljšega življenja, ki si ga vsi tako želimo. Če se bo pa to nadaljevalo, pa nam ni pomoči, verjemite mi. Jaz verjamem, pa če bom prišel v parlament, pa če boste me čez 4 leta tole imeli, da se ne bom spremenil, pa ni važno, kje sem, v kateri stranki, tega mišljenja jaz ne bom. Ne dovolim, da se zmerja novinarji ali pa da karkoli stalno posežejo v mesto, zato ker vsi smo spoštljivi ljudje in vredni enega dostojanstva, ki mislim, da si ga tudi zaslužimo. Vsi tule so nekaj naredili za Slovenijo in za Koroško. Okay. In zakaj bi mogli pol te ljudi omaževati in barvati plakate, ne vem kaj še, to je brezpredmetno in nespremenljivo. Ok, gospod Lenart, s tem se boste strinjali, ne? Tako je, seveda, gledajte, tudi sam sem prisoten na družbenih omrežjih, na Facebooku, takrat, ko sem stopil v politiko, ne, in začetka sem bil malo neroden, v zadnjih 2 letih pa mi je tu postal pravi izziv, lahko rečem, ne, in tudi sem imel precej tudi pripadnikov desne opcije kot kritikov in sem jih prav puščal. Moji komentarji so zelo strokovni, tega se nekako držim in na koncu sem jih tudi nekako spravil v koš. Zdaj v zadnjem mesecu pa sem nekatere tudi izbrisal, ker na koncu skoraj nima še časa za vse. Kar se pa tiče medijev, je pa to obupno. Seveda ta svobodna beseda javna, ki je lahko tudi kritična, ki je dobrodošla v tistih pravih razmerah. Kar se pa tiče zdaj teh strankarskih medijev, ki jih želijo prikazati kot javnih medijev, je pa obup. To so pa žalitve, poniževanja, kar je tudi naša stranka, predvsem predsednik, doživel in jih tudi stoično prenašamo, včasih tudi za kakšno šalo nazaj, da se temu izognemo. Nina Mahler, ste se prijavili k repliki. Če smem. Prej je bilo postavljeno vprašanje, če se zavzemam za sankcioniranje nestrpnega sovražnega govora. Zdaj, kar se tiče fizičnih oseb, se ne zavzemam, se pa zavzemam za to, da ne bi bila možna ali pa dovoljena anonimizacija profilov. Mislim, da so vsi zelo pogumni, ko se skrijejo za ime pa nek 8 številk zadaj. Vemo, kdo je tu, kdo tu vodi, kdo tu prednjači, katera opcija. To se mi zdi absolutno nesprejemljivo. Kar se pa tiče žaljivih komentarjev ali pa žaljivih pripomb, ki so pa podane z nekih uradnih Twitter profilov, bodisi medijev, družb, tu pa se zavzemam za to, da bi takim družbam prepovedali uporabo določenega medija in da jih enostavno ne spustimo v ta prostor, da ga smetijo.
Prosim, Mojca Jaz Erjavec. bi samo replicirala na gospod Mauhler, da ne moremo prejudicirati, iz katere strani političnega spektra prihajajo kateri anonimizirani profili. Počutite? Jaz sem samo replicirala na vaš stavek, ki je prejudiciral določeno trditev. Ja, prosim, gospod Lodrant. Mogoče se je treba glede tega tudi malo zavedati našega medijskega prostora. Zdaj verjetno bom bolj osamljen pri tej temi, ampak mislim, da naš medijski prostor pač ni uravnotežen, kar naša stranka že skozi poudarja. Kaj pa je za vas uravnoteženo medijsko poročanje? Za mene je uravnoteženo medijsko poročanje, da iz iste hiše grejo informacije, bom rekel, v obeh političnih poljih enako. A ne? Seveda najlažje je nekaj potisniti naprej, nekaj pa zamolčati in s tem nekomu omogočiti neko prednost. A ne? Sam mogoče tudi vidim, da se zato kakšen Twitter objava zgodi, zato ker je direktna komunikacija z našimi volivci. V medijih morda bi bila prenesena in izstavljena na kak drugačen način, Twitter pač direktno sporoči točno tisto, kar nekdo hoče. Seveda, nikakor pa ne bom se strinjal z žaljivimi objavami, tudi če so prišle iz naše strani. Se pa strinjate, da se potem nekaj kar zbriše, da enostavno se cenzurira, najprej objavi, potem pa, ko se ugotovi, da gre debata v drugo smer, se pač preprosto zbriše. Zdaj, kako bi to rekel, mislim, da če nekdo tudi ugotovi zmoto, seveda prav je, da se upraviči, a ne? Ampak morda tudi v tej zmoti ugotovi, da je bolje, da zadevo zbriše in se tako poslovi od vseh nadaljnih debat, ki bi lahko šle daleč v napačno smer. Jani Prednik, vi ste imeli besedo tu. S tem se delno strinjam, ampak škoda z neko objavo je nekaj ali dotični osebi verjetno že storjena, ker tudi to ima nek doseg in jaz ne verjamem v neka naključja, sploh zato, ker se vzorec pri določeni politični opciji ponavlja. In ta politična opcija se dobro zaveda, da ko se nekaj objavi, pusti 3 ure, ima to svoj doseg, tudi če se kasneje zbriše. Se je na vse zadnje tudi moja grafika zbrisala, pa verjetno na Facebookih oziroma na internetu še vedno obstaja. Ja, težko je zbrisati sledi, potem ko se stvari delijo, to zagotovo. Če se pomaknemo iz... še ena replika. Smem, ja. Kolegica je na začetku omenjala sproščanje ventilov. Mislim, da politika, ki temelji na taki komunikaciji, da z nekimi takimi nagovarjanji nizkih čustev ljudi sprošča ventile, to nikakor ne more biti naša prihodnost, tako da se strinjam, da je treba take objave ustrezno sankcionirati in izpostaviti, kdo je to pisal in tudi primerno oglobiti. Ker sicer bomo padli v en prepad in ne bomo več mogli ven iz tega. Dobro, če zdaj nekako preidemo vseeno na vprašanje regionalnega razvoja, regionalnega razvojnega zaostanka. Danes smo večer objavili nek prerez stanja v regiji glede na projekte, stanje brezposelnosti, kondicije gospodarstva. Mislim, da vsa leta tudi vsi poudarjamo, kako pomembno je, da regija nadomesti nek razvojni zaostanek, kljub vsemu, da je v tem obdobju tudi napredovala. Hkrati pa predvsem debatiramo o tem, kako bi morali določene institucije, ki smo jih v tem obdobju izgubili, pridobiti nazaj. Staša Lodrant, vi ste zadnjič ob svoji predstavitvi dejali, da bi recimo Ministrstvo za socialo si predstavljali v Koroški regiji. To je en vzvod te regionalizacije oziroma decentralizacije, kot si jo predstavljate, če govorimo o konkretnem primeru. Morda vsak opredeli, kako vidi to polje regionalnega razvoja, kje loviti ta razvojni zaostanek in pa hkrati neko konkretno idejo, kaj si predstavlja, ker o tem res razpravljamo, medtem pa banke, pošte in vse odhaja iz posameznih vaških skupnosti, ker za to ni upravičenih, racionalnih, stroškovnih razlogov, običajno je denar tu razlog. Tako kot ste rekli, sam menim, da je decentralizacija izjemnega pomena v naši državi. Vemo, da v Ljubljani živi 300 tisoč prebivalcev, tja pa se dnevno zgrinja še 130 tisoč. Jaz mislim, da bi decentralizacija tudi Ljubljančanu prinesla nekaj dobrega, ker ne bi imeli tiste gužve, morda ne bi bilo treba delati 3. pasa na obvoznici in tako naprej. Za okolje, bom rekel, na periferiji, pa bi to pomenilo nek dodatni razvoj, dodatna delovna mesta, dodatna sredstva, tako kot ste rekli, sam bi sem pripeljal Ministrstvo za socialo, ker mislim, da imamo tule zdaj izvrsten pilotni projekt Kora, imamo CUDV Črna, mislim, da je naše okolje bi bilo primerno za takšno inštitucijo.
Bi mogoče Mojca Erjavec nadaljevala, glede na to, da je področje sociale nagovorjeno, kjer delujete, pa morda vidite še kaj. Ja, to je hvale vredna ideja, mogoče ne bo realizirana ravno v naslednjih 4 letih. Glede regionalnega razvoja, ja, bi bilo treba marsikomu povedati, da Slovenija ni samo srednjeslovenska regija. Koroška je odmaknjena, je daleč. Ni tako daleč po kilometrih, kakor je daleč po časovni oddaljenosti in v oddaljenosti v glavah tistih, ki so v centru. Najprej je treba končati to 3. razvojno os, hkrati pa okrepiti širokopasovne internetne povezave. Ko bo regija bolje povezana, bo tudi bliže. Tako lahko preprečimo ali vsaj omilimo to izseljevanje mladih, seveda pa institucije. Dobro bo že, če bomo uspeli zadržati odliv nekaterih. Kako pa privesti do delovna mesta z dodano vrednostjo v regijo, ustanovitev pokrajin bi pomenila tudi to. Saj bi se nekatere naloge upravnih enot in države lahko prenesle na te. Tako bi bili tudi veliko bolj uspešni pri črpanju evropskih sredstev, saj bi predstavljali večje število ljudi in bi lahko uspešneje kandidirali. Tako da vsekakor regionalizacija, ustanovitev pokrajin čim prej. Ok, tu najbrž nikoga, ki ne bi rekel, da ni za Koroško pokrajino, vsaj predvolilnem času ne, oziroma tolikokrat, kot smo debatirali o pokrajinah, ampak je zato potrebna malo bolj konkretna večina, kot to, kar se lahko doseže v parlamentu. Vsakič se je izkazalo, da se je projekt ustavil, pa ne samo zaradi te večine, tudi zaradi prepada med Slovenj Gradcem in Ravnami, ker se je takoj začelo debatirati v sedežu. Torej, ko smo načelni, kaj je potrebno, je eno, ko pa pridemo do konkretne opredelitve nečesa, pa spet vleče vsak sebi in decentralizacija znotraj regije ne deluje. Mogoče ja, vsak sestav tole temo odpira, tudi ko sem jaz vstopil, je bilo to in sem bil takrat na Uršlji gori in sem gledal takrat okrog za to skupno regijo. Teoretično ja, v praksi pa to nemogoče, zato ker moraš narediti svoto analizo in vidiš prednosti in slabosti. In seveda za Šaleško dolino nimamo skupnih nekih takih ciljev, da bi lahko rekli, da bi tu nas povezovalo. Koroška je zibelka Slovenije od nekdaj, to je zgodovinsko, to še naš poslanec SNS-a Jelinčič jasno pove. In seveda Koroška, čeprav je najmanjša... No, kandidiral je tu, ni pa ravno poslanec Koroške. Tako, ampak hočem reči, da tudi to zagovarja Koroško, zgodovinsko zna lepo opredeliti, in če on potem seveda more tudi tako biti. Glejte, regije ja, ampak preden da se pogovarjamo o razdelitih, pa katera regija, koliko občin, je treba opredeliti vsebino. In pri tem moramo paziti, ker gre za debirokratizacijo. Če pride do regij, mora biti ta delitev med občino, regijo in pa državo potem zelo racionalna, da ne bo prišlo do dodatnih zaposlitev. To je eno. Želim pa še samo na kratko reči, da Koroška bi morala več napraviti na povezovanju z avstrijsko Koroško. To se pravi, to povezovanje z regijami. Določeni se tudi z njihove strani zelo trudijo in mislim, da tega mi ne znamo dovolj izkoristiti. Gospodarsko bi se lahko dosti bolj povezali s tem delom, tudi zaradi ceste in tudi, bom rekel, tej vladi moram pa pohvaliti tole, da so se trudili, da bi tudi ta hitra cesta se ne končala na Holmcu, ampak bi bila tudi dobra povezava proti Celovcu. In tu mislim, da je za gospodarski razvoj predvsem zato, ker ima Avstrija več kot enkrat višjo dodano vrednost, da tudi na tem lahko marsikaj več naredimo. Zdaj se omenja tudi posodobitev železniške infrastrukture, ki smo jo mogoče celo vmes malo zanemarili pri tem, ko smo... Na to avstrijsko, ki je zelo razvita in tudi gradijo zdaj v neposredni bližini. Ja, Maribor, Prevalje, Pliberk. Prosim, gospod Meh, kako vi vidite področje regionalnega razvoja, kje bi vi najprej prijeli, čim se spopadli? Mi smo pričakovani avtocesta. Čez par let bo, hvala Bogu, zelo podpiram, sem zelo vesel. Ampak zgodilo se nam bo, če ne bomo takoj ukrepali, da se zdaj vozi 50,000 ljudi v Ljubljano, pa se jih bo 100, zato ker bo to pol ure. In mi bomo ostali tu na podeželju sami. Zato je moj moto, da je treba življenjem, da mora biti življenje na podeželju privilegij. To pomeni, da moramo mi ustvariti tu tako dobro klimo, da bodo ti ljudje ostajali tu. To pa je dobro gospodarstvo. Pogoj vsega tega je zelo dobro gospodarstvo. In to vsi vemo. In zato sem se jaz tudi podal za to, ker menim,
da z mojimi izkušnjami bom lahko nekaj naredil za to dolino, da bomo tu odprli nove firme, da bomo dobili nove vlagatelje, da bomo res naredili tisto, kar si vsi želimo. Enkrat moramo začeti delati tudi na tem, da se sami za sebe postavimo, sem tudi za pokrajine, da se ve, se bojo že, ali pa se bomo zmenili, meni je vseeno, kira je glavna, kira bo, jaz nisem zdaj, da bom rekel, lokal patriot, da mora biti to Slovenjgradcu, če bo ravne, ampak morajo se mu zmeniti ljudje, morajo odločiti, vse to je referendum. A kar referendum za sedež pokrajine bi predlagali? Mislim, ne predlagam, ampak meni je vseeno, važno je, da delamo za kraj. A vam pa ni. Prosim, gospod Milan Marđenović, kakva je vaša ideja skladnejšega regionalnega razvoja? Namreč poznano je, da je Slovenija ena najbolj centraliziranih držav. To je velik problem. Zadnjih 14 let poskušamo sprejeti zakon o pokrajinah. Težko je dobiti dvotretjinsko podporo v parlamentu. Seveda, regionalizacija pomeni, da se bi del teh državnih odločevalskih vzvodov prenesel tudi na regijo in v tem primeru vidim en primer, ki bi ga lahko lažje rešili tudi v občini Ravne, ko smo imeli tisto vročo debato o trasiranju tiste zgodbe za daljnovode. To se je zgodilo samo zato, ker so to v Ljubljani delali. Če bi delali na Koroškem, bi imeli stik z lokalnimi prebivalci in bi se zadeva lažje izpeljala, bistveno z manj krvi, vroče krvi. Tako da ta decentralizacija prinaša točno to. Oblast se približa ljudem in zato v Levici zagovarjamo decentralizacijo pa regionalizacijo in tule je treba samo najti tisto dvotretjinsko večino pa soglasje vseh občin pa da se zmenimo, kako se bojo finance porazdelile, ker to je pa največji problem, ker recimo Koroška statistična regija več da v center, ko pa dobi nazaj. In to moramo pač na nek način uravnotežiti, da bojo lahko imeli lokalne skupnosti več denarja, pa da bojo imeli ljudje, kot sem povedal, bližnji stik z centrom oblasti. Nina Mauhler, vaš vidik? Enako, decentralizacija, absolutno je koristna. Ne bi si pa želela, da bi v našo Koroško regijo pripeljali zgolj državne institucije. Se pravi, da bi se tu širila zgolj javna uprava. To se mi ne zdi smiselno. V današnjem članku vidim, da sta obe direktorici in direktorica RRA-ja in Koroške gospodarske zbornice. Me zelo veseli, da sta dve direktorci, to želim posebej poudariti, da sta bili pozitivni, da vidita naše gospodarstvo v regiji kot stabilno, kot inovativno, kot trajnostno, se pravi kot gospodarstvo, ki ima neko prihodnost. Smiselno se mi zdi pogledati še na gospodarski del in se vrniti mogoče nekoliko v preteklost. Kaj je na Koroškem že bilo? Smo gozdnata pokrajina, primarna predelava lesa. Te je bilo v preteklosti ogromno, propadle so vse žage, vsi žagarski obrati v dolini. Tule vidim priložnost, osebno se zavzemam za to, da bi prepovedali izvoz lesne surovine brez primarne predelave, bodi si iz regije, bodi si iz Slovenije, to so že prakse, ki so v Evropi uveljavljene. Imamo tudi zelo blizu v Hotiškem vrhu, žal propadlo, zapuščeno tovarno ivernih plošč. Če dovolite, žal je ravno danes prišla informacija, da lesnega centra na Koroškem ne bo. Vsaj še za zdaj ne. Govorim o podjetju Lesna. Razumem, ampak hočem samo navezati na perspektivo lesa. Žal, škoda. Potem pa še ena dejavnost, to je turizem. V preteklosti je bil v naši regiji zelo razvit zimski turizem. Zdaj se zaradi klimatskih razmer žal to spreminja. Mislim, da imamo lep potencial, da razvijamo kolesarski turizem. Je v določeni meri že razvit. Tu se mi tudi zavzemamo, ali pa jaz osebno se zavzemam za gradnjo čim več kolesark, za gradnjo tudi čim več gorskih kolesarskih stez in mislim, da lahko na teh segmentih tudi iščemo našo prihodnost. Prosim, Jani Prednik. Jaz kljub temu, da sem politik, sem in realist in optimist. Zdaj, kar se tiče državnih inštitucij, kar se tiče ministrstev, nikoli ne bo na Koroškem nobenega ministrstva ali kjerkoli drugje iz čisto operativnega vidika, ker vemo, da so ministri dnevno v službi in v parlamentu ali na vladi, da ne bo nerealnih pričakovanj. Je pa to, kar je Nina dejala, bistvenega pomena in sicer gospodarski vidik, ne toliko vidik javne uprave. Če bi tudi državna podjetja ohranjala svoje institucije, ima manjše enote, na podeželju potem se tudi Ljubljana ne bi srečevala s takšnimi težavami. Se pa mi
politiki na Koroškem ali pa kandidati iz mandata v mandat oziroma iz kampanje v kampanjo pogovarjamo v 3 zadevah. Zdaj ena je odpadla. Pogovarjamo se o pokrajini, decentralizaciji in pa v 3. osi. Da bomo malo bolj optimistični. Ena nam je uspela in sicer 3. razvojna os. Ja, ki moramo pa še sama, počakati, ja. no, 3. razvojna os se Ja, gradi gradi in se se. bo zgradila. Gradi se. In da pogledamo malo bolj optimistično vnaprej. 3. razvojna os sama po sebi ne pomeni razvoja. Pomeni samo dane pogoje za razvoj. Me pa skrbi, če smo na Koroškem v bistvu pripravljeni na 3. razvojno os, ki po nekih optimističnih ocenah bo končana vsaj ta severni del severnega dela do leta 2024-2025, cel krak do leta 2027. To je v bistvu 5 let. To bo takoj tu. In jaz bi tu predlagal, da celotna politika z gospodarstvom na čelu stopi v stik in se dogovorijo, kaj potem, ko bo 3. razvojna os. Ali smo na to pripravljeni, ali je gospodarstvo na to pripravljeno in ali bo gospodarstvo, seveda s pomočjo države, državnih programov, državnih subvencij, spodbud, pripravljeno na to, da se začne razvijati. Še enkrat, 3. razvojna os sama po sebi ne pomeni razvoja, je samo pogoj za razvoj. Kar se tiče pokrajine, seveda Koroška pokrajina samostojna, je pa to eden izmed najbolj zahtevnih političnih projektov in prepričan sem, da tudi v naslednjem mandatu ne bo sprejet. Povem tudi zakaj, zato ker začenjamo na napačni strani in sicer začenjamo pri zemljevidih. In ko enkrat vidimo, ali aktualni ali bivši, bodoči poslanci zemljevid, je zadeva zaključena. Zato jaz nimam občutka, da ima država s pokrajinami v bistvu resen namen. Ja. Upam, da ga ima, ampak začeti je treba od spodaj navzgor in ne z risanjem zemljevidov. Ok, prosim še Mojca Kert. Tudi v Gibanju Svoboda podpiramo decentralizacijo, podpiramo skladnejši regionalni razvoj in predvsem policentrični razvoj Slovenije. To pomeni, da bomo v posameznih območjih, regijah, kakorkoli pokrajinah to imenujem, prepoznavali tiste priložnosti in tiste prednosti, ki bodo ob primernih in ustreznih programih in pridobivanju finančnih sredstev najhitreje privedle do povečanja dodane vrednosti. Predvsem pa do kakovostnejšega okolja za življenje in bivanje ljudi. Ker v center vseh naših programov, tudi policentričnega razvoja, postavljamo ljudi. Naš program zajema tudi vzpostavitev centrov znanj, ki bodo temeljili na razvoju talentov. Koroška ima številne prednosti. Ne samo razvito gospodarstvo, dobri kazalniki oziroma kazalniki uspešnosti poslovanja tega gospodarstva, ima tudi izjemne ljudi. Če pogledamo inovacije, ne samo tehnično-tehnološke, tudi socialne in družbene inovacije odlikujejo Koroško. In na teh prednostih dajmo s pomočjo policentričnega razvoja graditi nadaljnji razvojni preboj našega okolja. Ok, verjetno ste se hoteli navezati na lesni center. Tako je, ja, to je bila zelo slaba novica danes, ne, čeprav se je že včeraj o tem šušljalo. Rekel bi pa naslednje, ne, ravno včeraj smo na svetu Koroške regije imeli temo gozdno-lesna veriga, oziroma jaz sem jo potem dodal kot tudi energetska podaljšek tega. Ne. In spoštovani župani, malo sem razočaran na vas, ker ste me včeraj že drugič pustili nekako na cedilu. Ne. Prvič v Črni leta 2020 v jeseni, ko je ministrica Pivčeva takrat rekla, da lesnih centrov ne bo, malo večjo odločnost od vas pričakujem. Ne samo od vas, ne, tudi Gospodarska zbornica, verjetno to, kar je včeraj bilo negativno oziroma danes, bi morala se preko podjetniki, preko Gospodarske zbornice povezati in bi verjetno lahko ta projekt boljše zaživel. Zakaj pa energetsko? Ne? Če bi ves les doma razžagali, kot je rekel včeraj direktor Lesoteke, 400 000 kubikov, bi to napadlo lahko za 3 takšne kurilne naprave, kot ima Slovenj Gradec, ki se z biomaso sedaj ogreva na daljinsko ogrevanje. Ne? Cirka polovico objektov v Slovenj Gradcu se zdaj ogreva na to. Plin pa vemo, kako drag je. Mežiška dolina pa vemo, da se skoraj v celoti ogreva na plin in to je verjetno en velik problem, ki ga je tudi treba danes izpostaviti. Zdaj, včeraj ste imeli res izdaten svet regije z ogromno točkami, tako da je bilo verjetno težko. Tako kompleksno temo bi verjetno terjala posebno poglavje. Prosim, Mojca Erjavec, potem pa nekako zaokrožimo soočanje. Imamo še 5 minut. Hotela sem se navezati na to, kar je dejala gospa Kert. Res je, kompetence mladih, pa ne samo mladih, vseh iskalcev zaposlitve moramo krepiti, da bodo zaposljivi in pripravljeni na zahteve, ki jih nekako trg dela ima in jih bo imel skladno z tehnološkim in drugim razvojem.
Bi pa povedala, da kompetenčni centri že obstajajo, da jih financira Ministrstvo za delo iz evropskih sredstev, kjer si lahko mladi in iskalci zaposlitve pridobijo že konkretne izkušnje, tako v povezavi z gospodarstvom in s podjetništvom. Tako da že izvajamo številne programe namenjene ravno tem potrebam. Ok, je tu še kakšna dopolnitev, prosim. No, jaz bi sam, če smem, dopolnil bi kolega Prednika, ko je omenil zemljevida. Če jaz pogledam na zemljevid Slovenije, vidim Koroško kot hrbtenico te države. In to se tudi kaže potem, koliko v center da od pobranih davkov in od industrije in od podjetij, ki so tu uspešna. Bi pa glede lesnega centra in lesa povedal naslednje, če se že ne bo žagalo, jaz sem sicer zelo rad gost, jaz obožujem sprehode v gozdu, to je za mene nek meditativni sprehod, potem dajmo to izkoristiti v turističnem smislu. Kolegica Mauchler je že omenila gorsko kolesarstvo, imamo tu recimo transverzalo, ki gre čez našo, se pravi, regijo. Potrebno je pač vložiti nekaj več sredstev v posodobljeno infrastrukturo, v ceste, pa pomaga tudi kočam, da dobijo neka sredstva, da se obnovijo in da probamo to, kar imamo, izkoristiti v turistične namene, če že ne bomo žagali. Ok, prosim. Dobro, jaz bi še rad samo zaključil, ker gremo k koncu, Ja. da je verjetno vidno, da se v zadnjih 2 letih tudi lokalno razvijamo zaradi posluha naše vlade. Zapomnil sem si besede našega župana in če dovolite, da jih citiram. Ta vlada vidi lokalno okolje kot partnerje, kar prej nikoli ni bilo. Razvoj naše države pa je mogoč samo, če se razvijajo regije, to pa je mogoče doseči samo, če država in regije delujejo v partnerstvu. In mislim, da zadnje 2 leti smo to zadevo dobro peljali in upamo, da bomo tudi naslednje 4 leta nadaljevali s tem. Glede partnerstva, prosim, Jani Prednik, gremo zdaj kar s tem okrog, ker na nek način prehajamo na to, s kom kdo lahko sodeluje oziroma s kom je kdo lahko partner in kdo pričakuje zmago. Če želite, moj vidik sem povedal, da partnerstev oziroma načinov sodelovanja je več. Mi v Sloveniji se delimo na levo, na desno, na koalicijo in na opozicijo. Imeli smo dober primer leta 2004-2008, ko je bil premier identičen kot je zdaj, pa je ena opozicija, v kateri smo mi sodelovali, pogodbeno sodelovala. In to je nek način, na kak način Slovenija lahko napreduje. Samo da povem, zakaj so Nemci oziroma Avstrijci tako uspešni. Avstrija oziroma Nemčija se odloči za 3-4 ciljne projekte, ki so za državo pomembni. In potem ne glede na to, kdo vodi vlado, so rdeči, črni, prozorni ali pa tisti, ko nimajo programa, tem ciljem sledijo. V Sloveniji imamo pa logiko obratno. Vsaka vlada, ko pride, si na novo postavlja cilje in lahko župani potrdijo, da če bi to delali v občinah, potem ne bi niti enega projekta izpeljali do konca. Zato še enkrat, sam, ne govorim za stranko, se pogovarjam z vsemi. Na vse zadnje mi je zaradi tega tudi uspelo pripeljati na Koroško kot opozicijskemu poslancu 1 400 000 za 2 krožišča. Sicer je največja vladna stranka to potem izkoristila, ampak to je način, kako skrbiš za svoje lokalno okolje. Da ne boste zdaj na koncu še vsi svoja krožišča naštevali, tako da, gospod Lodrand, bi tu pustila zdaj debato. Dajte samo en krog, a ste obljubili kaj takega v kampanji oziroma nameravate, kar v resnici sploh ni stvar državnega zbora, ampak je bolj zadeva neke lokalne politike. Kaj nameravate še v teh tednih? Kratko, 2 stavka vsak, da sklenemo to. Jaz sem že v začetku povedal, da sem gibanje Povežimo Slovenijo, kjer se moramo zavzemati za vse ljudi, za podjetnika in kmeta in pa za čisto okolje. Moj namen je tudi to narediti in zato vas pozivam, da ostanete z mano in povezani smo močnejši. Hvala lepa. Prav, pa kar gremo do konca. No, Levica ima zelo bogat vsebinski program, prihodnost za vse, ne le za peščico. Not so zbrane vse ideje, ki jih lahko realiziramo z konkretnimi partnerji, ki se bojo prepoznali v teh idejah, ki jih imamo. Tako da, kdor bo volil Levico, bo volil tudi za ljudi, ki dejansko stojijo za tem. Prosim, Nina. Tako, jaz bom rekla, da je naš moto, da vedno naredimo, kar je treba, zato naredimo, kar je treba, gremo 24. na volitve, za konc pa še ena taka oguljena fraza, zadnjih 14 dni je ključnih. Ja, en teden je v politiki veliko, ja. Ali pa to kratko, Jani Prednik, glede na prejšnje daljše izvajanje. Ja, poglejte, glas za Janija Prednika je glas za strpno, napredno in spoštljivo, tako Koroško kot Slovenijo, na kratko. Prosim, Mojca Kert. Glas za gibanje Svoboda pa je glas za svobodno Slovenijo, za odprto in demokratično družbo in predvsem za vrednote, za vrnitev človeškega dostojanstva nam vsem.
Tako, Slovenska demokratska stranka, kot že dolgo vemo, je odprta za vse. Pogovarja se z vsemi. Res je, da imamo težavo, da se morda z nami nihče noče pogovarjati, zato ker vsi ostali temeljijo na anti našemu predsedniku stranke, ampak mislim, da to ni prav. In tako, kot je predhodnik pred mano že povedal, mislim, da bi bilo združevanje različnih političnih opcij tudi dober koncept za nadaljevanje. Glejte, saj tudi mi, tako kot je gospod Prednik povedal, smo z veseljem podprli njegov dober projekt s krožišči. Vidva sta zdaj sklenila veliko koalicijo. Ta dolgo opevana in pričakovana velika koalicija, prosim, Mojca Erjavec. Sama sem najboljši primer sodelovanja, saj v občinskem svetu sodelujem tako z eno kot drugo stranjo ter ostalimi svetniškimi skupinami. Sem pa tudi najboljši primer tega, kako lahko iz evropske greš na državno in lokalno raven ter delaš vedno v dobro ljudi. V času mojega službanja na Ministrstvu za delo se za Mežiško dolino namenja prek 10 milijonov evrov za konkretne projekte. Tako da to želim nadaljevati tudi v prihodnje. In predvsem se zavzemati za službe, stanovanja in solidarnost. Prav. Gospod Jože Lenart, za konec beseda v Slovenjgradc, čeprav v naravnah tega načeloma nimamo radi, ker ste bili s kokicami, v katerih ni puške v koruzi, kaj vi napovedujete? Tudi to smo šli na šalo, to, kar nas napadajo. Glede, mi gremo po poti normalizacije in seveda iščemo rešitve in pa razvoj. To je bistveno. Kot sem mi pa že rekla, Slovenjgradec, mi imamo to regijsko bolnišnico, o zdravstvu danes nismo govorili. To regijsko bolnišnico tudi moramo investicijsko okrepiti. Problemi so pa dosti širše, kadri in pa tudi za zdravstvo. Mi dajemo samo 8%, povprečje Evropske unije 9,5%, Avstrija, Nemčija daje 10 oziroma 11%. Več sredstev bomo mogli vlagati v zdravstvo, če hočemo javno zdravstvo obdržati. To je eden temeljnih ciljev, če hočemo še jutri imeti dostop do zdravstva. Več tem seveda danes nismo nagovorili, to je tudi zato, ker Večer prireja več regijskih soočenj in skušamo odpirati različne teme. Zdravstvo bo recimo tema na Ptuju, kjer tudi pripravljamo soočenje v sodelovanju z BKTV-jem, pa v Celje bomo tudi še šli na soočenje, začeli smo v Mariboru, zdaj smo nekje na sredini, na Ravnah na Koroškem. Hočemo, da se ta regijska soočenja nekako razlikujejo od državnih in seveda ostajajo neodgovorjena vprašanja. Zato imate pa priložnost v bistvu še v nadaljevanju kampanje, naj bo za vse uspešna. Hvala vsem za sodelovanje, gledalcem in obiskovalcem v dvorani za pozornost. Posnetek soočenja bo še nocoj objavljen na spletni strani večer.com, članek o soočenju bo tudi na spletu, še nocoj pa jutri v tisku. Bolj podrobno, poglobljeno, tudi s kakim fact-checkingom bo objavljeno v sobotni izdaji Večera v sobotni prilogi. V anketi na spletni strani večer.koroška.com pa lahko glasujete o tem, kdo vas je najbolj prepričal na soočenju. Upam, da je karkoli od tukaj povedanega pozitivno prispevalo k vaši končni odločitvi na volilno nedeljo. Hvala vsem in srečno.